Torej, dobrodošli spet nazaj v Gustav Kotičku, tokrat z nami na 28. obletnici Kulturnega centra Pekarna Uporabniki. To so tile simpatični fantje, trije, manjka Bobnar, ki je trenutno z zasedbo Libuora na odru. Kako se počutite, dragi možje? A zdajle? Ja, ko ste prvič igrali na 28. obletnici Kulturnega centra Pekarna. Malo... Se počutite počaščeno? Ja, včeraj pa danes, ne? Viš, da gre. Don't doubt me. Ja, v redu, samo malo smo zjebani od včeraj že, ko smo špilali na Pruhu. Okej. Torej, ste precej dejavni? Ja, se trudimo. Torej bi rekli, da ste bolj koncertni bend kot studijski. Lahko podaš naprej? For now, zaenkrat mogoče. Aha. Planiramo snemati album poleti. Imamo že materijala dovolj za album. Drugače pa zdaj pa pravamo čim več časa izkoristiti za špilati ljudem. Ker če gre, ne, če gre. Če nas povabijo, pridemo, ne. Torej, nov album, morda še kakšno besedo o tem, ekskluzivno za Pekarno, morda kaj več izdate, kaj lahko pričakujemo, morda naslov. Kaj povemo ali ne povemo? Pa ne vem, če bi. Vse prve tri črke. Prve tri. Ja, naslov albuma, če že ne želite vsega povedati, pa prve tri črke. R-E-T. R-E-T. Ok, red. Dobro? Nekaj ste povedali. Po mojem ni tako težko ugotoviti, kako bo naslov. No pa če smo že pri naslovih, res me zanima Uporabniki. Zanimivo ime, predvsem za glasbeni stil, ki ga preigravate, ne bi pričakoval Dark Forest of Narnia, ne vem, Ma ti se malo gej. Bloody Leg, ne vem, kako to, od kje je Uporabniki? To me pa zdaj res zanima. Bill Gates. Uporabniki Billa Gatesa? Ne, Windows. Users. Aha, prosim, če podaš... Enkrat sem bil na Windowsu, ko sem nek window openil, uporabniki sem rekel, ok, that's it, I guess. V mikrofon, Eno prosim. leto smo se odločili imeno. Torej, kako potem razumeti vašo zasedbo, gre bolj, ne vem, za frekancijo, sproščanje ali vseeno imate neko rdečo nit, ste se resno lotili projekta? Rdeča nit je pa tudi dosti humorja zraven. Kaj si rekel? Da je rdeča nit je pa tudi dosti humorja zraven. Kaj pa recimo glasbeno, sliši se kar nekaj različnih stilov. Kaj je recimo vaša esenca? Kaj vas, pri katerem stilu vaše srce najbolj zaigra? V žanru glasbenem? Prosim, mikrofon tako. To pa za mene osebno čisto odvisno od tega, kako se počutim, ne. Odvisno na podnebje. Kaj je on rekel? Rock. Rock and roll! Ok, kaj pa recimo najbolj nenavaden žanr, ki vas tudi pritegne, pa morda nekdo, ki vas je nocoj poslušal, si ne bi nekdaj mislil, da privat poslušate tudi kaj takšnega, če ste pripravljeni seveda to deliti. One mehiške nacionalne pesmi. Ne vem, kako se že reče. Lahko morda par taktov zapoješ ali nekaj, da bomo si znali predstavljati, za kaj gre. Ne. A pa melodijo, zamrmraš. Ok. Izvoli, kaj pa ti? Katera je glasbena zvrst tebe nagovori, za katero si nikdar ne bi mislili?
da te glede na glasbeni stil, ki ga preigravaš in kitaro, po kateri ružiš? Ne vem, vse, kar je dobro, no, tako bom rekel, imaš dobro muziko, pa imaš ne dobro muziko. Rad imam dobro muziko. Ja, zdaj to je zelo Imaš vsak subjektivno, zato me izvrteks. zanima, kaj je recimo za tebe dobra glasba. Kako kot bendi? Ali pa žanri, recimo, kakor želiš. Jaz sem zgledujem lik po žanri. Okay. Raj te po bendi gledam, ne vem, recimo ABBA, Blondie, Metallica, Nirvana, whatever. Karkoli good, to imamo radi, I guess. No, mislim, saj jasno, zdaj ne vem. In recimo, no, ker ostanemo še malo pri tebi, kaj si recimo želiš ali pa želite doseči z zasedbo uporabniki? Je to nek vaš ventil ali želite svetu nekaj povedati, publiki? Želite Ne vem, zgolj... če hoš mi kaj povedati. Pač hočemo, zašpijati tako muziko, ko bi radi slišali. Če že kaj, ne vem, nekaj v tem smislu. No, like, alo. No, Ja. ker slišal sem nekaj priredb, ne, ampak imate tudi avtorsko glasbo, ne? O Ja. čem recimo avtorska glasba in besedila govorijo? Kaj, oziroma, vam tako rekel, kaj vam gre na tem svetu najbolj na živce, da želite to še posebej izpostaviti? Kaj je najbolj na živce? Ignoranca. Pisa, to je dobro vprašanje. Znam se zdaj 5 minut, da je poštudiral. Daj ti. No, ti pa te čas poštudira in potem odgovoriš. Pa se ne rabiš med band direkt sporočilo, kaj nas moti. Jaz mislim, da se da prek muzike vse razbrati, pa tudi ne prek besedila, da poje, ok, zdaj to je narobe s svetom. Pač besedila so take, ko so, več pa bolj sam pristop do igranja, se mi zdi, da zna dosti povedati. Ni treba No, ampak, vse na pladen dati, ne. okej. No, ampak besedila kljub vsemu imate, ne? Ker če bi vam ne bi toliko pomenila, potem bi bili zgolj inštrumentalna zasedba. No, jaz ti rekel, pač, če pišemo besedilo o tem nekaj, kar vemo, o čem pišemo, pač, da smo sami to skosali, pač si lahko predstavljamo, kako bi bilo. Ali, pač ne fantaziramo, ker nekaj besedil, ne vem, pač. Okay. Besedila, Dobro, besede. Da se zdaj malo vrnemo na obletnico Kulturnega centra Pekarna. Vemo, da je Pekarna pravzaprav vsakršni lokalni oblasti trn v peti, ne glede na politično orientacijo. Načeloma vsaka oblast želi Pekarno preseliti ali pa zapreti in uporabnike nagnati ven. Pa me zanima, kako vi gledate na to, oziroma kaj je vam Pekarna dala, kaj vam pomeni in zakaj Pekarna mora obstati in ostati. Ja, za osnovi v takih prostorih nastaja kultura, ne? Ni važno zdaj profit, kar bi verjetno, se mi zdi, občina rada naredila tako s kakim rogom v Ljubljani. Nujno so pomembni taki placi tudi za osebni razvoj ljudi, ko sem hodijo, ne samo za ustvarjalce. Nam je dala pa podporo, pa zastonj prostor za vaditi in snemati, kar je več kot dovolj. Ja, oziroma bi uporabniki obstajali, če ne bi bilo Pekarne? Verjetno, ja. Okay. No, izvoli, si verjetno želel odgovoriti na prejšnje vprašanje, kar izvoli. Pač samo mogoče to, da jih je mogoče strah, da bomo ustvarili neko skupnost, ki bo dejansko se imela fajn, pa živela nekako svobodno, ne. Jih je strah, pa nas morajo ven naterati, ne. Se vidi, v istih letih so hoteli tudi iz Metelkove, pa tudi iz Roga so jih to v roku parih let, po moje to ni glih naključje, ne. Po moje izražajo neki strah, ne. Nočem pa preveč filozofirati zdaj na to. Ja. No, kaj recimo Pekarna tebi dala, da slišimo? Men? Ja, recimo, kaj bi bil precej drugačen, če ne bi bilo Pekarne, bi spoznal alternativno sceno, glasbo?
Kaj praviš? Mislim, da sem že prej spoznal vso glasbo, mislim, spoznal sem band membere, če ne druga, no. Vsaj polovica band memberjev, tu iz Maribora, on pa Bobnar. Ja, to je bolj kot na to, pa cool plac za špilat, če ne druga. Pa za hangat, whatever, ne vem. To je to, I guess, on essence, ne. Ok, no pa recimo zdaj na koncu, če bi vas nekdo vprašal, nekdo, ki sicer pozna alternativno sceno, ne pozna pa vas, kako bi mu opisali vašo zasedbo, če bi rekel, ja, uporabniki, kaj je zdaj to? Me poslušajo. Ja, to je najlažje, ampak če ne bi mogel poslušati, če vas vprašal, dajte mi prosim razložiti, Pa ne vem. opisati, kako si ne predstavljam zasedbo, sporočilnost in vse, kar je okoli uporabnikov. Saj ne vem, če bi kaj razlagal preveč. Če je Aha, všeč, mislim- če je všeč, če ne pa ni. Nekdo, ki vas še ni slišal. Ja, saj pa sem pa rekel, naj greva poslušati. Ja. No, evo, prosim, daj ta mikrofon. Mogoče največji približek, sicer se nočemo predalčkati v neke podzvrsti. Mogoče največji približek neka trash metal, mogoče taki z old school pridihom, ne, tudi dosti punka pa heavy metal, take osnovne zvrsti, pa rock and roll, valjda, ja. Jaz moram reči, da sem kar na trenutke sem začutil tudi Motorheade. Motorhead, ja, tudi. Čeprav jih, ne vem, jaz jih recimo osebno nisem toliko poslušal, tako da bi si jih sam dal, ampak so pa vse povsod, ne. Se mi je, Nas ima neki preč posebno Motorheada poslušam, ampak ne vem, pač I guess, da se nekako vidi, da je rock and roll na koncu koncev, ne vem. ko delamo komade, ker se sami, dejansko eni rifi sami izpadajo, podobni Motorhead ali pa Drive, podoben, jaz ker bas recimo toto Lemija Volinja začnem avtomatsko špilati, čeprav nisem neki fanatik Motorheada nikoli bil, ne. In glasbo ustvarjate skupaj ali je nekdo vodja, idejni, filozofski ali se to porazdeli enakomerno oziroma enakopravno med vse člane zasedbe? Čisto odvisno od komada. Včasih, no, zdaj recimo nov komad je recimo on naredil, mislim, I guess, da večino rifov od prejšnjih sem mogoče jaz, včasih pa tudi, ne vem, da skup nekaj naredimo, pa prije skup, čisto odvisno, pač nima veze. Samo da ga banga, pa da je fucking good shit, to je to. Ono. Ok, to so bili uporabniki na 28. obletnici Kulturnega centra Pekarna. Sledi še pogovor z zasedbo Libora, tako da ostanite še naprej z nami.